No, lepo pozdravljeni in najlepša hvala, da še vztrajate ob tako pestrem in bogatem programu. Večinoma verjetno me poznate, moje ime je Špela Vintar, na oddelku za prevajalstvo se ukvarjam s prevajalskimi tehnologijami. Naslov mojega predavanja, če se ne motim, je Prevajalci ali roboti. Tega naslova se nisem zmislila jaz, mogoče Damjan ali kdo. Namerno je nekoliko provokativen, in jaz moram priznati, da se tudi tako malo se počutam v eni taki krivični vlogi, Prvič sem sama, večinoma smo imeli pogovore, veliko lažje bi bilo, če bi nekdo me nekaj spraševal in bi to vse skupaj bolj dinamično in pametno izpadlo. Predvsem pa 3 dni pravzaprav smo že nekako poslušali zelo zanimive in različne dogodke v zvezi s prevajanjem, o književnem prevajanju, o podnaslovnem prevajanju, tudi o znakovnem jeziku, o tolmačenju in tako naprej. Medtem, ko je parkrat bilo že v zvezi z prevajalskimi tehnologijami, digitalizacijo in tako naprej, slišati razne, bi človek rekel, pejorativne, pesimistične, depresivne izjave. Včeraj recimo je bilo zelo kategorično rečeno, vsi vemo, da so strojni prevajalniki obupni. Potem smo slišali na enem pogovoru, na začetku sem se ukvarjal s tehničnim prevajanjem, to mi je ubilo duha, nisem mogel več prenašati tega štancanja in tako naprej. Tako da zdaj vam to nehvaležno vlogo, da vas nekako poskušam prepričati, da je pokrajina digitalnega jezikoslovja vendarle pestra, da je v njej prihodnost in da to ni zgolj nekaj, kar nam bo ubilo duha. No, tako da moj plan nekako je takle, da vam predvsem predstavim neke nove potrebe, ki se oblikujejo na trgu jezikovnih storitev. S tem se bom navezala na prejšnje predavanje, nekateri ste bili na njem, o lokalizaciji Andraža Reparja, ampak ker niste bili vsi tam, bom mogoče kakšne stvari še ponovila. Skratka, najprej bom malo povedala o v narekovajih jezikovni industriji, potem bom povedala, kateri so tisti izzivi, ki se nekako zarisujejo na obzorju v tej naši digitalni dobi. Potem bom povedala tudi, kakšne so potrebe po jezikovnih storitvah izven jezikovne industrije. O tem se namreč manj govori. Jezikovna industrija nekako sama sebe kar dobro spremlja in analizira skozi, medtem ko kaj pa je še z vsemi ostalimi potrebami. No in na koncu bom nekako predstavila vizijo. Vizija pa je pravzaprav nov poklicni profil digitalnega jezikoslovca, tako da s tem upam, da bo potem to nek tak grand finale. Dobro, se pravi zdaj, ne vem, že v prejšnjem predavanju smo zvedeli nekaj teh podatkov, številk o jezikovni industriji, čeprav to je že samo, to je v bistvu malo slab prevod, dvomim, da bi kakšna prevajalka danes rekla, jaz pa delam v industriji. No, ampak ker gre pravzaprav za prevajanje, za potrebe gospodarstva in, če temu rečemo, globalne komunikacije, temu nekako v svetovnem globalnem merilu se reče jezikovna industrija. In ves čas poslušamo, da je to ena zelo hitro rastoča panoga, naj bi bila 4. najhitreje rastoča na svetu, v njej se obrača v svetovnem merilu 38 milijard evrov, to so nekako ocene. K temu bi dodala, da je pravzaprav velik segment, 2/3 tega pripade na jezikovne tehnologije, se pravi, ta tehnološki del je zelo močan. Imamo zelo velike akterje, se pravi neka globalna podjetja, kot je Lionbridge, ki ima prometa okrog 300 milijonov evrov letno. Prejle smo slišali, da naše največje podjetje, Jolarga, ima okrog 4 milijone letno, tako da takšna so razmerja. Kar je mogoče zanimivo, če pogledamo spletne strani teh velikih podjetij, kot so, Lionbridge ali pa SDL, ki trži prevajalske tehnologije,
da večinoma, ko pogledaš, what do we do, our services, our products na njihovih spletiščih, prevajanje in tolmačenje sploh nista na prvem mestu. Recimo, za Lionbridge sem si včeraj pogledala, napisala, oni imajo na prvem mestu engineering and tech pubs. To se pravi v bistvu tehnične publikacije, tehnično pisanje, vključno seveda z neko kontrolo kakovosti in tako naprej. Potem global marketing. To so pravzaprav podjetja, ki drugim podjetjem omogočajo, da svoje storitve in proizvode tržijo globalno, da komunicirajo globalno. Potem pravijo machine intelligence. To se pravi umetna inteligenca v službi jezika, multilingual websites, na zadnjem mestu translation and localization. In nekako podobna situacija, oziroma ta situacija se odraža tudi, če pogledamo, kakšni poklici se oglašujejo, kakšne profile trenutno iščejo povezane z jezikom in z jezikovnimi storitvami. V bistvu je nekih oglasov za službe, kjer bi se iskalo prav konkretno prevajalce, razmeroma malo. Pač pa se iščejo različni drugi, dosti eksotični profili, naprimer večjezični ustvarjalci vsebin, svetovalci za večjezično personalizacijo, razni vodje projektov, seveda. Potem en profil, ki sem ga tudi zapazila pred kratkim, pa je zelo hot ta trenutek, je e-learning localization engineer. V nekak spletnem učenju je kar precej se tukaj tudi obrača kapitala in ljudi in prevajanje, se pravi teh e-učnih vsebin oziroma njihova lokalizacija je tudi kar veliko povpraševanja. Potem pa še razni jezikovni inženirji, transkreatorji, svetovalci za strojno prevajanje, evalvatorji za strojno prevajanje in tako naprej. Skratka, opažamo, da se stvari nekako spreminjajo. Zdaj lahko bi rekla, ok, to so zdaj samo neka nova imena za stare storitve, ampak jaz menim, da ne. Jaz menim, da pravzaprav se pojavlja potreba po nekih novih tudi veščinah, profilih, kompetencah. Mogoče bi povedala še kaj o tem, kaj sama jezikovna industrija pravi o tem, kaj so ključni neki izzivi, s katerimi se soočajo. Zdaj ne bom šla v neke detajle, tukaj se opiram predvsem na raziskavo Language Industry Survey, to je ena taka zelo velika raziskava, ki vsako leto izide in na katero odgovarja več 100 glavnih ponudnikov jezikovnih storitev. Z področja tehnologij oni kot prvi izziv seveda omenjajo strojno prevajanje. Torej, kot izziv, kot priložnost, redko kje najdemo to kot grožnjo. Jaz mislim, da strojno prevajanje pač je tukaj, to ni nekaj, kar bo prišlo v bodočnosti. Pa zdaj, če se mogoče za trenutek ustavimo pri tem, kakšen je tukaj bil razvoj. Recimo, da so se statistični strojni prevajalniki pojavili tako približno pred 20 leti. To je bil en tak prvi prelom, kar je pomenil, da so se prevajalniki začeli graditi na podlagi podatkov. To se pravi, ni bilo več potrebno zaposlovati blaznih količin nekih jezikoslovcev, ki so za vsak jezik posebej oblikovali pravila, gradili leksikone in tako naprej, ampak če si izbral dovolj besedil, si potem na teh besedilih lahko natreniral prevajalnik in s tem, to je treba poudariti, s tem se je v bistvu odprla možnost za gradnjo prevajalnikov tudi za bolj eksotične jezikovne pare. To se pravi za manjše jezike, ki sicer te podpore ne bi imeli. Slišali smo recimo v prejšnjem predavanju, ta short tail pa long tail of languages, to se pravi, prevaja se danes v bistveno več jezikov, kot se je prevajalo še pred leti. Ne vem, 20 let nazaj je bilo v glavnih, recimo 10 svetovnih jezikov in vanje se je v glavnem prevajalo. Danes se je to tako zelo povečalo, da se prevaja v 170, 200
in več svetovnih jezikov. Zakaj? Kljub temu, da so to mogoče majhni jeziki in manjši trgi, ne, izkaže se, da je verjetnost, da bo prišlo, naprimer, ne, na nekem spletišču do nakupa nekega proizvoda, da je ta verjetnost 2,5-krat večja, če ima uporabnik dostop do spletišča v svojem jeziku. Angleščina vendarle, včasih slišimo te argumente, zakaj se sploh naj bi prevajali, vsi znajo anglešk. Angleščina vendarle, samo 6% svetovne populacije je rojenih govorcev angleščine in izkaže se v bistvu, da so podjetja, korporacije in nasplošno trženje storitev in proizvodov bistveno bolj uspešno. Zato se to nekako splača. In to seveda ni bilo možno, dokler niso obstajale tudi tehnologije, ki to omogočajo. Tako da to je en mogoče vidik. No, potem pa smo bili pred približno 2 leti priča pojavu, ali pa dajmo reči, masovnemu pojavu, masovni razširitvi nevronskih strojnih prevajalnikov. Sicer tehnologije nevronskih mrež obstajajo že dlje časa, tudi že vsaj 20 let, ampak svoj preboj nekako v strojnem prevajanju so doživele pa zdaj v zadnjih nekaj letih. Od oktobra lanskega leta imamo nevronski prevajalnik tudi za slovenščino, in ne ponuja ga samo Google, torej Google je bil recimo prvi tak spletno dostopen. Danes na nevronskih modelih temeljijo tudi prevajalniki Facebooka, Microsofta, celo Amazon je začel se ukvarjati s tem, se je povezal z največjo firmo, z Lionbridgeom in nekako skupaj razvijajo te tehnologije. Jaz bi mogoče še eno tako pozitivno stvar omenila v zvezi s tem. Še nekaj let nazaj so bili strojni prevajalniki večinoma nekako black box, v smislu, to so bila orodja, ki lahko si jih uporabljal, lahko si se čudil njihovim rešitvam, ali bil navdušen, ali bil zgrožen, ampak težko je bilo vplivati na nje, če nisi bil glih zaposlen pri Google, recimo. No, zdaj je pa tako, da pravzaprav vse te naštete globalne korporacije svoje algoritme in svoje jezikovne modele dajajo v javno uporabo. To se pravi, ti algoritmi so javno objavljeni, so open source in lahko raziskovalna srednja se z njimi igra, jih razvija naprej in to se dejansko dogaja. Se pravi, ne vem, Google je pred približno 5-6 meseci objavil en zelo vpliven članek, Zero Shot Translation. S tem so pojasnili, da so prvič v nekak zgodovini sposobni razvijati prevajalnike tudi za tiste jezikovne pare, za katere nimajo nobenih usporednih podatkov. To se pravi, zgradimo prevajalnik brez usporednega korpusa. S tem se je pravzaprav uresničila ta neka ideja o interlingui, o univerzalnem, o nekem umestnem jeziku, kamor se prevede najprej v neko semantično reprezentacijo, ki je neodvisna od jezika in potem iz tega naprej v ciljni jezik. To je še kar exciting stvar. No, in recimo ni trajalo dolgo, zdaj so konference že polne člankov, ki isto tehnologijo predstavljajo, izboljšujejo. Jaz sem bila, 2 tedna nazaj na eni takšni konferenci, kjer so bile ekipe iz Nemčije, iz Nizozemske, iz Amerike in tako naprej, raziskovalci, ki so nekako ta Googlov preboj že predstavljali, izboljševali in tako naprej. Tako da tukaj se mi zdi, da je tudi to nekaj pozitivnega. Zdaj, kaj je privedlo do tega premika? Ena interpretacija je, da si te korporacije ob vsem tudi slabem, kar so prinesle naši družbi, da si nekako kupujejo odpustke, poskušajo malo izboljšati svoj javni imidž. Ampak vseeno se mi zdi, da za nas je pa to en dober razvoj. Ja, no, skratka, strojno prevajanje is here to stay.
Je pa tako, da nevronske mreže seveda bodo tudi na druga področja prišle. Recimo zdaj se razvijajo modeli za avtomatsko popravljanje strojnih prevodov. Ne? Pač vse, kar se da avtomatizirati, se bo avtomatiziralo. Ne? To post-editing, kar je še par let nazaj nekako bilo tako strah in groza prevajalcev, a zdaj bomo morali pa samo še nekako čistiti, kidati gnoj za strojni prevajalniki. Tudi tukaj se razvijajo v bistvu tehnologije, ki naj bi vsaj tiste repetitivne dele, pogoste napake, samodejno odpravile. In se bojo potem ljudje ukvarjali dejansko samo še z nekimi finimi slogovnimi izboljšavami. Tako da zdaj še vedno smo nekako pri težnjah in izzivih v prevajalski industriji. Kar se tiče prevajalskih orodij, kot so prevajalska namizja, tipa Trados, MemoQ in tako naprej, tukaj je vsekakor težnja k tehnologijam v oblaku, to se pravi, treba bo spremeniti izraz namizje, ker ne gre več za namizje, ampak večinoma gre za neke integrirane sisteme, kjer imamo tudi več različnih tipov storitev, jezikovnih virov na enem mestu dostopnih kar preko navadnega brskalnika. Tako da, eno tako orodje je MemSource, ki je trenutno zelo, zelo na pohodu. Če se pa dotaknem mogoče še tega vsebinskega vidika, danes se tako rekoč ne govori več o prevajanju besedil. Govori se o prevajanju vsebin, to se pravi besedila, ki smo jih mi navajeni kot nekaj, kar je prvič statično, besedilo, ko je napisano, bere se ga linearno, od leve proti desne ali obratno, odvisno od jezika, ampak skratka imamo neko časovno in prostorsko statičnost. Seveda v današnjem svetu prevajanja to ni več res. Ogromno vsebin je dinamičnih, multimedijskih, spremenljivih, prilagodljivih, personaliziranih in tako naprej. Tako da se to zelo nekako odraža tudi v samih procesih in načinih prevajanja. Zdaj buzzword nekako zadnjega leta ali pa zadnjih par let je pa transkreacija. Torej, ravno prej smo poslušali predavanje o lokalizaciji. Nekaj, kar je, torej, Andraž Repar z podjetja Jolar je sicer zelo dobro predstavil te procese in kaj to pomeni, kaj pomeni lokalizirati recimo nek softver, to se pravi prilagoditi kulturnemu okolju, ciljnemu trgu in tako naprej. Kar je mogoče malo zamolčal ali pa povedal samo med vrsticami, je to, da se za lokalizacijo zmer slabše plačuje. To je delo, kjer tako kot pri kakšnih drugih segmentih prevajanja je od njega vedno težje preživeti. Pa tudi, da je v resnici tukaj nekega kulturnega prilagajanja v končni fazi zelo malo. Prevajalec na koncu dobi neko X-liv datoteko, ki jo je pač treba spraviti v drug jezik čim hitreje, po možnosti čez 2 uri, in se zelo malo je tega ukvarjanja s tem, kaj si bo ciljna publika pod tem predstavljala. Medtem ko transkreacija pa ne. Transkreacija je pa v bistvu prevajanje vsebin, oziroma temu se reče nekako global marketing, se pravi globalno trženje. In to res ni več prevajanje, to je v bistvu večjezično ustvarjanje vsebin za različne ciljne publike, da bodo te vsebine res kar najbolj efektivno nagovarjale uporabnike. In zdaj, kot veste, v marketingu se dejansko obračajo ogromne količine denarja. Predvsem je pa tako, da za neko uspešno komuniciranje v digitalnem svetu še posebno je treba res zelo dobro poznati tako digitalne žanre, kanale, besedilne vrste, kot tudi te različne ciljne publike, uporabnike in tako naprej. Plus to, da je treba imeti zelo prefinjen občutek za jezik, in še plus to, da je treba pač poznati nekako potrebne tehnologije. Tako da recimo, to pa je delo, ki je zelo dobro plačano,
po katerem je tudi vedno več povpraševanja, je pa seveda treba zanj imeti morda neke dodatne veščine. No. Skratka, to so nekako težnje. Ne? Zdaj, rekla sem, da ne bom govorila samo o tem, kaj se dogaja v jezikovni industriji. Rada bi nekako zdaj speljala temo tudi na to, da obstajajo seveda potrebe po jezikovnih storitvah, ki jih ne ponujajo nujno prevajalske agencije oziroma neka jezikovna podjetja. Mi smo pred letom in pol začeli z enim evropskim projektom z naslovom DigiLink, kjer smo želeli prav načrtno nekako pogledati, kakšne so potrebe v ostalih segmentih gospodarstva. Vemo, da je ogromno človeškega znanja skritega v besedilih. Zdaj nekako ogromno se govori o big data in ne vem, data analytics, to je tudi en tak job profile, en tak poklic, po katerem je ogromno povpraševanja. Ampak, če pogledamo recimo, ne vem, kako se pa luščijo podatki iz besedil, koliko imajo podjetja še vedno v resnici nekih dokumentov v PDF-jih ali pa v papirnih oblikah, v nekih omarah, koliko imajo enih, ne vem, mailov, ki jih ne znajo na nek pameten način klasificirati, koliko potrebujejo recimo, ne vem, razvrščanja po nekih tematikah, se pravi klasifikacije, potem, kaj sem, luščenja določenih informacij iz besedil. Še posebej, če jezik ni angleščina, se izkaže, da smo tukaj pravzaprav še na nekem zelo nizkem nivoju in da obstaja zelo veliko nekak možnosti za izboljšave. Jaz imam tukaj prekrasne tortične diagrame, ki jih ne boste mogli izdaljave videti, vse jih bom izvlekla. Namreč v okviru tega projekta smo izvedeli eno raziskavo med evropskimi podjetji, ki se ne ukvarjajo z jezikom, ampak z najrazličnejšimi stvarmi, torej od IT-ja do izobraževanja, do proizvodnje. Spraševali smo jih pa predvsem, torej kakšne sorte stvari počnejo z besedili, oziroma kakšne sorte stvari bi si želeli početi z besedili, pa iz tega še ne počnejo, ampak nameravajo. No, zdaj recimo, ne vem, ena taka dost obvious stvar je multilingual content authoring, to se pravi ustvarjanje večjezičnih vsebin, bodi si za splet, bodi si za potrebe trženja. Tukaj smo imeli nekako, tisti, ki imate res sokolje oči, morate gledati moder pa vijolčen kost torte predstavlja we are doing it, je moder, vijolčen je pa we want to do it. No, skratka, tle vidimo, da je kar večina podjetij se normalno, imajo neke spletne vsebine v večjih jezikih in tudi tržijo svoje storitve in proizvode v večjih jezikih. Potem, koliko prevajajo? Tudi spet, večina jih prevaja tisti, ki si želi prevajati, pri tem jih večina uporablja tudi digitalna orodja, predvsem je pa zanimivo število jezikov, v katere prevajajo. Imeli smo recimo podjetja, ki prevajajo v preko 25, tudi do 70 jezikov, svoje materijale. No, pa smo jih sprašvali pa še take mogoče malo bolj zahtevne, bi človek rekel, naloge, recimo, morate opravljati kategorizacijo po temi, to se pravi neko razvrščanje besedil po temi, ali pa opravljate preverjanje terminološke doslednosti, ali pa uporabljate nadzorovani jezik, uporabljate kakšno inteligentno semantično iskanje, analizirate stališča, recimo v blogih, v družabnih medijih, v komentarjih in tako naprej. Tle je bila zdaj, tle so malo bolj pisane tortice, je tako, da nekatere stvari počnejo res večinsko, recimo teh attitudov oziroma sentimenta, tega še ne delajo vsi, si jih pa zelo veliko to želi delati. No in pa še tudi to,
torej, uporabljate recimo analizo ali pa luščenje podatkov iz e-poštnih sporočil, pisne komunikacije, potem recimo teh raznih tista podjetja, ki imajo podporo uporabnikom, ne? A jih razvrščate, a imate kakšno avtomatsko odgovarjanje, ne? In tako naprej, ne? Tako da to so pa tele, ne? No, skratka, mi smo te rezultate pol zanalizirali, zinterpretirali in ugotovili, da so tukaj potrebe precejšnje in da pravzaprav ponudbe je pa razmeroma mala, ne? In zdaj bi tudi nekako, ne vem, moja razlaga, zakaj je te ponudbe zelo malo. Tudi če pogledaš, na kakšen način se zapolnjujejo kadrovske potrebe na podjetjih, a ne? Zdaj, ta tradicionalna logika je, da je, ne vem, da so neka jezikoslovna znanja, ne, ločena od IT-ovskih znanj, ne. To se pravi, podjetje bo objavilo oglas ali za developerja, ne, za IT-ovca, ali pa za, recimo, nekega prevajalca. In marsikje je tako, torej, to še celo v svetu je tako, ne, kjer sicer obstaja profil nekega računalniškega jezikoslovca, ampak še vedno se razmišljajo nekako, da sta to dve ločeni smeri, ne. Zdaj ne vem, za moje pojme to predstavlja eno vrzel, ki jo je nujno zapolniti, ne. Ta vrzel tudi mogoče pojasnjuje, zakaj imamo sicer orodja, ki so na nek način blazno kompleksna, ne. Imamo sisteme, ki uporabljajo zelo zapletene algoritme, so sposobni izvesti ne vem koliko tisoč računskih operacij v sekundi, niso si pa sposobni, ne govorim konkretno o nevronskih prevajalnikih, niso si pa sposobni zapomniti, da so v tem stavku že uporabljali eno besedo, a ne, in da če je bila trikrat tista beseda v izvirniku, je velika verjetnost, da bi morala biti ta ista beseda tudi trikrat v prevodu. Skratka, po eni strani imamo, ne, take dost banalne stvari, ki bi jih verjetno, ne, z neko boljšo kombinacijo teh znanj se dalo tudi boljše predvideti. Tako da, ne, zdaj prihajam pa do naše vizije. Vizija je pravzaprav ta, no, da potrebujemo nek interdisciplinarni profil, ki bo združeval, se pravi ta neka humanistična, jezikoslovna, večjezična znanja in informacijska računalniška znanja. Zdaj, jaz seveda ne mislim, ne, da je možno recimo v nekem običajnem študijskem programu si pridobiti obe smeri, ne, z enako globino, kot če, ne vem, ne, če študiraš samo eno ali drugo. Ampak dejansko je tako, da nekako svet je vse bolj kompleksen in interdisciplinarnost je odgovor na marsikaj, ne. Plus to, da ne, poleg teh dveh plati, se pravi jezikovne in računalniške, noter pride še marsikaj, ne. Se pravi, pridejo malo ti aspekti digitalne komunikacije, psihologije, kognitivnih znanosti, tudi v digitalnem svetu, konec koncev pravni, etični vidiki, ne, katere podatke lahko uporabljam, katerih ne smem, ne, kaj naredim, da jih zaščitam, kaj delam z, ne vem, intelektualno lastnino in tako naprej. To so stvari, ki jih digitalni jezikoslovec mora dobro razumeti in vedeti, ne. No, tako da, mi smo skratka v tem našem projektu, ne, ki vas tudi zelo vabim, da na tem mestu izvlečete svoje mobilne naprave in si ogledate spletno stran, ne, www.digilink.eu. Tam tudi najdete vse tele pisane tortice pod deliverables. Mi smo skratka oblikovali en mednarodni študijski program, digitalno jezikoslovje, ki ga naj bi izvajali še z dvema partnerskima univerzama, in sicer Zagrebom in Brnom. V okviru Univerze v Ljubljani pa sodelujejo 3 fakultete, ker je dosti logično, da tako nekako kompleksnega profila ne more ena sama fakulteta zagotavljati. Tako da sodelujemo Filozofska fakulteta, Fakulteta za računalništvo in informatiko in pa Fakulteta za družbene vede. Se pravi, vsi skupaj smo nekako, ne, v ta nek koš dali najboljše, kar premoremo, in oblikovali študijski program. Zdaj, kar je mogoče malo bolj depresivna reč, je ta,
da ta program zdaj že več kot leto in pol na univerzi čaka na uvrstitev v program dela, ne? Čeprav je predmetnik narejen, vsi mednarodni sporazumi so pripravljeni, ampak ne po domače rečeno čakamo na rektorjev podpis. Jaz vseeno upanje nisem še izgubila, ne? No, ampak ker tlele pravzaprav sedite mnogi, ki že študirate, ne? In se sprašujete zdaj kaj, ne? Kaj ćemo mi zdaj narediti, ne? Ko smo že skoraj pri koncu študija. Vam ponujam vsaj tale odgovor, no? V okviru tega našega programa smo oblikovali tudi en kar, bi rekla, lep in širok nabor spletnih predmetov. To so spletni predmeti, ki so, ne vem, meni osebno, ne? Jaz takoj, ko bom imela čas, ne? Ko bom na enih počitnicah z dobro internetno povezavo, se bom definitivno poglobila v vse te predmete, vam bom kar prebrala naslove teh predmetov. 7 predmetov je, ki nekako te neke temeljne jedrne kompetence digitalnega jezikoslovca posredujejo. Se pravi, gre za celovite predmete, vsak je sestavljen iz 10 učnih enot, je noter ogromno interakcije, vaj, celi projekti in tako naprej. Ponujamo pa, se pravi, variabilnost jezikov v času in prostoru, to je en predmet, ki so ga ponudili v Pragi, potem uvod v procesiranje in analizo jezika, popravljanje strojnih prevodov, potem uvod v Python, programiranje v Pythonu za jezikoslovce, toplo priporočam, a ne? No, vse toplo priporočam. Računalniška leksikologija in leksikografija, lokalizacijska orodja in delotoki in pa rudarjanje in upravljanje večjezične terminologije. Ne? Kaj pa moj, no, to ste mogoče prepoznali. Ne? No, tako da ste prisrčno vabljeni, da se pridružite tudi temu našemu učnemu portalu, a ne, ki se nahaja na naslovu learn.digilink.eu, se je tudi iz glavne spletne strani link in se tam podvržete, ne, skratka, tem novim nekim tečajem oziroma predmetom in si pridobite te veščine. Tako da ja, no, s tem bi jaz počasi zaključila, če boste imeli še kakšno vprašanje z veseljem, malo sem naredila reklame, malo pa tudi upam, no, da sem pokazala, da ta pokrajina, ne, jezikovnih storitev in tehnologij vendarle ni tako pusta, ne, in tako duhamorna. Jaz mislim, da so na vidiku zelo vznemirljivi časi. Je pa res, da si bo treba, ne, poleg pač teh nekih klasičnih veščin pridobivati tudi še kakšne druge, ne. Tako da zdaj, če je bil naslov prevajalci ali roboti, ne, digitalni jezikoslovci. Hvala lepa.